Jaz vas vse lepo pozdravljam na Evropskem akademskem forumu z naslovom Pluralizem in enakopravnost spolov. Evropski akademski forum je organiziran v sklopu Jean Monnet katedre za evropsko pravo, katere nosilec je profesor dr. Matej Avbelj in je posvečena pluralizmu v Evropski uniji. In danes v kontekstu pluralizma razpravljamo o enakopravnosti spolov. Moje ime je Katarina Vatovec, sem docentka na Evropski pravni fakulteti in Fakulteti za državne in evropske študije Nove univerze in sem zelo vesela, da sta se odzvali na vabilo na ta forum dve spoštovani kolegici, doktorica Tjaša Redek, profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in doktorica Petra Weingerl, docentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Tako da smo lepo razpršeni z vidika visokošolskih zavodov, da tako rečem. Zdaj, tema, ki se jo lotevamo, je seveda obsežna in se nam moramo posvetiti vsem njenim vidikom, niti ni časa dovolj za to, zato jo bomo v tokratni razpravi osvetlili samo z nekaj zornih kotov. Vabim vse, ki prisostvujete temu Evropskemu akademskemu forumu, da sodelujete tako, da zastavljate in ste vabljeni, spodbujeni, prosim, vprašanja na ta chat, na ta forum. Mi se bomo pa potrudile, da bomo poskušale na vsa vprašanja tudi odgovoriti. Začenjam pa športno. Tisti, ki me poznate, veste, da mi je to blizu, ampak samo tako kot ljubiteljsko, ne bolj aktivno, da tako rečem. Ta vikend so na Norveškem izvedli prvo žensko tekmo v smučarskih poletih, na kateri je zmagala Slovenka Ema Klinec. In ko so dekleta, skakalke, letalke, spraševali na koncu te zgodovinske tekme v njihovih občutkih, je ena letalka rekla, da si je pravzaprav že od malega želela leteti na poletih in da je lahko samo upala, da se ji bo ta priložnost ponudila in bo to lahko doživela v času svoje aktivne kariere. Skratka, pogovarjamo se o pomembnih temah. Danes se ne sprašujemo več, ali je enakopravnost med spoloma v nekem, recimo, splošnem interesu pluralistične družbe, ampak predvsem, kako to enakopravnost med spoloma doseči. Skratka, pluralizem in enakopravnost med spoloma nista antagonistični temi, ampak bi jaz rekla, hodita z roko v roki, po isti poti. Evropska unija posveča enakopravnosti spolov kar nekaj pozornosti, vsekakor na normativni ravni. Enakopravnost med spoloma je vključena med vrednote, med cilje, spodbujala naj bi jo Evropska unija, njene institucije, države članice. Vprašanje pa je, ali v pluralni družbi v 21. stoletju res obstaja enakopravnost moških in žensk. Je ta enakopravnost pomembna tako, da moramo o tem govoriti, tudi takrat, ko ni 8. marec, in kako pravzaprav pomembno je za pluralno družbo, da o teh temah razpravljamo, kot rečeno, skozi, konstantno, dokler se morda stanje, če je takšno, kot ga bom napovedala v nadaljevanju, ne spremeni. Zdaj, glede tega stanja, Evropska komisija je v svojem dokumentu leta 2020, takrat je sprejela strategijo za enakost spolov, navedla nekaj številk, ki so jo spodbudile k temu, da je pravzaprav to strategijo pripravila. In je rekla, da je bilo to strategijo potrebno sprejeti, ker podatki do leta 2020 kažejo naslednje. Zdaj berem. Ženske v Evropski uniji na uro zaslužijo v povprečju 16% manj kot moški. V Evropski uniji je zaposlenih le 67% žensk, v primerjavi z 78% moških. Pokojnine žensk so v povprečju za 30,1% nižje od pokojnin moških. 75% neplačane oskrbe in neplačanega gospodinjskega dela opravljajo ženske. In morda še, ker smo danes interdisciplinarni, pravno in ekonomsko zastopani, da tako rečem,
stanje glede gospodarstva v evropskih podjetjih je, to so podatki za, mislim, da kot rečeno leto 2020, 7,5% predsednic upravnih odborov in 7,7% izvršnih direktoric. In da k temu dodamo še zakonodajno telo Evropske unije, samo en del, Evropski parlament, imamo 39% poslanskih sedežev, ki jih zavzemajo ženske. In mimogrede, to je do zdaj v vseh mandatih od leta 1979, ko je prišlo do prvih volitev v Evropski parlament, najvišja številka, pa še nismo na polovici. Zdaj sprašujem mojo prvo sogovornico, Tjašo, jaz bom obe kolegici tikala, ju spoštujem, ju pa tudi poznam, zato si bom to privoščila. Kako sama razume enakopravnost med spoloma v tem kontekstu pluralistične družbe, oziroma te podatki, ki sem jih jaz nanizala in so zapisani v strategiji iz leta 2020, kako odsevajo danes, kako odsevajo glede položaja žensk v Sloveniji? Prosim. Katarina, hvala za vprašanje, hvala za besedo, lep pozdrav vsem poslušalcem še z moje strani. Jaz bom začela s tem, da sem kljub številkam, ki smo jih slišali in niso ravno spodbudne, najprej rekla to, da sem vesela, da živim v Sloveniji. Iz vseh evropskih držav bomo videli, da pač podatki kažejo, da smo vseeno Slovenci, torej Slovenke predvsem, v boljšem položaju kot ženske v marsikateri drugi evropski državi. Tako da mogoče bi pokazala par številk. Jaz sem si pripravila nekaj slik grafov, samo sekundo, da si jaz tole pripravim. Se opravičujem za malo zamude. Takole. Skratka, nekaj teh osnovnih podatkov. Skratka, enakost med spoloma je tudi eden od ciljev trajnostnega razvoja, tako da Evropska unija znotraj Eurostata sistematično spremlja temeljne kazalnike, kar se tiče enakosti med spoloma, in pokazala bi nekaj osnovnih kazalcev, predvsem s tem, da vidimo, kje pravzaprav smo Slovenci v tem kontekstu. No, in prvi ta kazalec je zaposlitvena vrzel, to je to, kar je recimo Katarina omenila. Ja, razlike v nekaterih državah so zelo velike, predvsem, če pogledamo tako na hitro Sredozemlje, ali stopa pa nekatere države vzhodne, nekdanje, torej tranzicijske države. Zdaj, kar se tiče Slovenije, smo s 6,9 odstotnimi točkami zaposlitvene vrzeli, to pomeni, da je recimo 7 odstotnih točk, da ne bom z decimalkami se ves čas izražala, manj žensk zaposlenih kot moških. Vidimo, da smo v tem kontekstu na boljšem kot povprečna evropska država, kjer je ta zaposlitvena vrzel približno 10 odstotna. Kaj se je dogajalo z zaposlitveno vrzeljo? Vidimo, da v Evropski uniji v povprečju pada, sistematično tako pada. V Sloveniji se je v času gospodarske krize povečala, torej gre za tisto krizo 2007-2008, kjer vidimo, da je torej bolj vplivala na aktivnost žensk. Potem je upadla zaradi situacije na trgu dela, tole je pa verjetno učinek korone, ponovno dvig, ponovno torej bolj prizadel ženske. Tako da žal v Sloveniji ne moremo reči, da prihaja do sistematičnega bistvenega zmanjševanja, pač pa gre skladno z ekonomskim ciklom, kar nekako tudi opozarja na to, da so delovna mesta za ženske, aktivnost žensk bolj povezana s krizo kot mogoče moških. Medtem ko v Evropski uniji v povprečju pa vidimo seveda, da ta sistematično pada, čeprav so med državami tudi razlike. Druga stvar je plačna vrzel. Zdaj, plačna vrzel, kot jo meri Evropska unija, je tako imenovana nekorigirana plačna vrzel, ki se meri za vsa podjetja, ki imajo vsaj 10 zaposlenih. Nekorigirana pa pomeni, da ne kontrolirajo za starost in tudi ne za število delovnih ur, torej za tip zaposlitve na nek način.
Jaz delam drugače veliko z mikropodatki in približno 5% vseh zaposlenih v Sloveniji dela za manj kot 40 ur na teden, nekateri pač za polovični delovni čas, nekateri za nekaj čez 30 ur, in to seveda pol vpliva na letni ravni na dohodke. No, in ta del tukaj ni kontroliran, kar pomeni, da so lahko podatki zavajajoči, kar predvsem pomeni, da v državah, kjer je delež takih, ki so zaposleni za krajši čas, večji, bo ta zaposlitvena vrzel večja zaradi tega. Torej v Sloveniji vsekakor vidimo, da kar se tiče, oziroma plačna vrzel, se opravičujem, plačna vrzel je v Sloveniji med najmanjšimi v Evropi, kar je seveda nekaj, česar smo lahko veseli, čeprav po drugi strani je drugi del resnice ta, da na eni strani ženske morda bi več ostajale doma, če bi ekonomski položaj to omogočal, dokler so otroci majhni. Na drugi strani pa so plačne vrzeli verjetno nižje tudi zato, ker so plače relativno nizke in prihaja do te kompresije plač v distribuciji pri nižjih vrednostih, kar potem seveda verjetno deloma tudi prispeva k temu rezultatu. Zdaj, kar se tiče vpetosti žensk, tako v gospodarstvo kot tudi v politiko, lahko vidimo, da v Evropski uniji rdeča črta se je ta delež žensk sistematično povečeval in se bliža tretjini oziroma dosegel nekako tretjino. V Sloveniji pa lahko vidite lepo volilne cikle, manjše korekcije, do katerih verjetno prišlo znotraj samega enega volilnega obdobja. Lahko bi pa tudi rekli, da v povprečju je udeležba žensk v parlamentu navzgor, torej če je bilo pred 20 leti recimo dobrih 10% žensk, smo zdaj približno na tretjini oziroma slabi tretjini 30% žensk v parlamentu, kar je zagotovo lep rezultat. Tudi kar se tiče žensk na najvišjih vodstvenih položajih, zdaj tukaj so vključena največja podjetja, kot vidite iz metodologije, torej tole je metodologija Eurostata, torej tole so vse Eurostatovi podatki, vidim, da sem tole pozabila skopirati, kaj je vir podatkov. Skratka, kot vidite, je v Sloveniji celo deloma nadpovprečen delež žensk na najvišjih vodstvenih položajih. Zdaj tukaj pa lahko vidite še trende pri direktorjih in pa članicah upravnih odborov za Slovenijo in pa za povprečje Evropske unije. Kar se tiče samih najvišjih položajev, torej menedžerskih položajev, vidite, da smo bili nadpovprečni, zdaj smo pa v zadnjem obdobju nekako zdrkani oziroma se je Evropska unija dvignila proti slovenskemu povprečju. Kar se pa tiče članic upravnega odbora, smo pa v zadnjih letih nekoliko pod povprečjem. Zanimivo bo videti, kaj se bo dogajalo v naslednjih nekaj letih, koliko je tale del spet rezultat vpliva korone, enako tudi tule. Deloma pa seveda je to lahko odraz drugih gospodarskih gibanj, tudi konec koncev panožnega prestrukturiranja, vzpona visokotehnoloških panog, kjer zaenkrat pač še vedno prevladujejo močno moški. Zdaj, vsekakor pa je to, da so ženske na vodilnih položajih z vidika uspešnosti podjetij zaželeno, koristno. To so številke iz ene precej citirane študije, ki je bila narejena na 2500 danskih podjetjih sicer, ki kažejo, kako vključenost žensk v vodilne položaje vpliva na poslovanje podjetij po različnih spremenljivkah, od dodane vrednosti, profita in tako naprej. No, in vidite, da je vključenost recimo tule, posod so koeficienti bolj ali manj z nekaj izjemami pozitivni in pa kjer so zvezdice tudi statistično značilni, tako da predvsem vključenost žensk med tako top menedžerje in hkrati tudi torej v celotne vodstvene ekipe ima pozitiven vpliv in tudi statistično značilen vpliv na poslovanje podjetij pozitiven. Skratka, zagotovo je to
dobro z vidika poslovanja podjetij. Zdaj, kar se tiče vključenosti žensk, je pogosto, tako tudi Katarina je omenila, ne, da ženske se pojavljajo kot tiste, ki opravijo več neplačanega dela, ki pogosteje ostanejo doma, zato ker skrbijo za družinske člane. No in te številke, ki jih vidite, ponovno potrjujejo. Skratka, Eurostat spremlja osebe, ki so v delovno aktivni dobi, torej 20 do 64 let, in potem tiste, ki ne iščejo zaposlitve, torej niso aktivni, vpraša, zakaj. In tukaj so zbrani tisti, ki so odgovorili, da je to zato, ker skrbijo za otroke ali ostale člane družine, ki potrebujejo pomoč. No in vidite, ne, da daleč izstopa Malta, takole na hitro, daleč najbolj Malta. Zdaj, kar se tiče Slovenije, Slovenija ponovno, ne, v tem kontekstu nasploh z vidika potrebe po skrbi za vzdrževane družinske člane ne izstopa, torej nekako je pod povprečjem Evropske unije, ne, če bi tole črto potegnili do povprečja, tole je povprečje. Torej, če recimo v povprečju v Evropski uniji od vseh žensk, ki ostajajo doma, pa so v delovno aktivni dobi, je 30% zaradi tega, ker skrbijo za druge, je v Sloveniji ta delež nekoliko nižji, tam približno 27%, torej malo manjši, je pa zagotovo, ne, če pogledamo, kakšen je odnos med moškimi in ženskami, ki ostanejo doma zaradi tega razloga v Sloveniji, ta razlika očitna in očitna je praktično povsod po Evropski uniji, tako da tukaj ženske zagotovo so tiste, ki prevzemajo večji del bremena. Zdaj, kar pa je mene, moram reči, da kar zelo presenetilo, pa je to, da niso diskriminirane konec koncev samo ženske, ampak tudi moški. In sicer tile podatki kažejo odstotek posameznikov v dobi, ki so stari trenutno 25 do 34 let, ki so zaključili terciarno izobraževanje. In če pogledamo podatke za Slovenijo, rdeča črta prikazuje razliko med deležem moških in žensk, ki so končali terciarno izobraževanje, je ta razlika v Sloveniji najvišja v Evropski uniji. Torej, terciarno izobraževanje je zaključilo približno 38% fantkov in čez 60% žensk. Mislim, fantkov, moških že v tej starosti. Zagotovo je to razlika, ki nam, čeprav je seveda super, da je tak velik odstotek žensk zaključil terciarno izobraževanje, pa je hkrati vprašanje, zakaj tako velika razlika med moškimi in ženskami v tej starostni dobi, in ali je to razvojno res dober rezultat. Jaz bi rekla, da ne, in da to opozarja na to, da se moramo tej številki bolj posvetiti, ker če hočemo biti razvita družba, mislim, da je potrebno poskrbeti za to, da bomo tudi možnosti očitno v izobraževanju imeli enake, tako da te razloge za tako veliko razliko mislim, da bi bilo potrebno preučiti. Zdaj mogoče, če to kratko prezentacijo zaključam, bi rekla torej, da v Sloveniji zagotovo razlike obstajajo in zagotovo na področjih, kjer se da veliko narediti, tako z vidika trga dela, kot z vidika plač, kolikor pač je ta gap prisoten. Zagotovo pa smo ena od držav, kjer je ta problematika že precej se je naredil, kar pa seveda ne pomeni, da ni še veliko odprtih področji, konec koncev tudi v akademski sferi, pa zagotovo na nivoju, bom rekla, različnih vodstvenih odločevalskih pozicij, kjer seveda mogoče ženske še vedno ostajajo zaradi različnega spektra razlogov nekoliko v ozadju. Ne smemo pa hkrati pozabiti tudi na moške. Hvala, Katarina. Hvala za to krasno prezentacijo, ki, tako kot si rekla, kaže na to, da stanje ni idealno.
daleč stran od tega, ne, se pravi, smo še vedno dokaj blizu tistim številkam izpred nekaj let, ko je bila uveljavljena oziroma sprejeta evropska strategija, da nas kar nekaj dela čaka, nas predvsem z ozaveščanjem, razpravo, govorom, odločevalce pa z ustreznimi ukrepi, ki jih morajo na podlagi tega sprejeti. Zdaj, nekaj mi je prišlo, pa se ne bi želela vrniti nazaj k Tjaši, ker želim iti k Petri, ampak samo sem se pa spomnila, Tjaša, ko si rekla ta zadnji podatek glede moških, mislim, glede te nizke stopnje, kako lepo pravzaprav direktiva, ki bi jo rada tudi omenila in jo bomo bolj malo kasneje še o njej spregovorili, o uravnoteženi zastopanosti spolov med direktorji družb, ki kotirajo na borzi, ki je bila nedavno sprejeta in ki nalaga nekatere obveznosti državam članicam, se zelo spretno izogiba, oziroma, kako bom rekla, zelo spretno ubesedi to, da ne gre samo za težak ali pa nepravičen, tudi tak pojem se uporablja, položaj žensk v družbi, na vodilnih mestih v podjetjih, ampak da gre za nezadostno zastopanost spola in tisti spol, ki je nezadostno zastopan po direktivi, mora podjetje sprejeti ukrepe, ki ga bodo enakomerno uravnoteženo zastopali. Ne nujno ženske, čeprav je zaenkrat tehnica, vemo, v katero smer nagnjena. Če nadaljujem, ampak kot rečeno se bomo k temu še vrnili, s Petro, pa bi mogoče še na nekaj poudarila, da se navežem na mogoče pravni vidik. Eno načelo je, ki je v bistvu tako rekoč del prava Evropske unije od samega začetka, torej ko smo imeli še Evropsko gospodarsko skupnost, načelo enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ženske. To je bilo zapisano že v Rimski pogodbi. In ko je bilo zapisano v Rimski pogodbi, oziroma je bilo zapisano v Rimski pogodbi, takrat, po mojem vedenju, na zahtevo, željo Francije, ki je imela sama to načelo že v svoji zakonodaji sprejeto, pa se je kar naenkrat ustrašila, ko bo postala del Evropske gospodarske skupnosti, da bodo njena podjetja v zelo nekonkurenčnem položaju v primerjavi z ženskami, ki so nižje plačana delovna sila v drugih takrat ustanovnih članicah Evropske unije oziroma takrat Evropske gospodarske skupnosti. In je to načelo imelo izrazito, bi jaz rekla, gospodarski vidik, ta gospodarski element, tako kot Evropska gospodarska skupnost takrat. Potem je pa tudi zaradi bi rekla, nadgradnje pravnega reda kot takega, delovanja tudi sodišča Evropske unije na tem področju, ta ekonomska dimenzija dobila nek širši socialen, družben kontekst in postala tudi z tega vidika zelo pomembna. In zdaj, če se navežem na pravni red kot tak, omenila sem že, da primarna zakonodaja na več mestih omenja enakopravnost spolov oziroma moških in žensk, da Evropska unija k temu sili, teži, spodbuja tudi države članice. Pa me zdaj zanima, Petra, kaj bi ti izpostavila? Ker vemo, normativno gledano ni tako šibka Evropska unija na tem področju. Si prizadeva, da bi te zadeve bile vsaj zakonodajnega vidika ustrezno urejene in na ta način silile države članice k urejanju, hkrati mora pa Evropska unija seveda gledati tudi nase, to, kar nalaga državam članicam, mora imeti v mislih tudi za svoje institucije, da tako rečem, ne smejo biti te izvzete iz tega položaja. Kaj bi ti rekla o tem, bi rekla, obsežnem normativnem redu, ki se nanaša na enakopravnost moških in žensk, oziroma bi izpostavila kakšen poseben vidik, ki se ti zdi problematičen? Vidikov je več, lahko jih izpostaviš tudi več po želji. Prosim. Hvala, Katarina, tudi z moje strani. Sem zelo vesela, da sodelujemo na tej okrogli mizi, na to pomembno temo. In bi se navezala zdaj seveda na vprašanje, ki si mi ga postavila, ampak tudi na vse ostalo, kar je bilo že povedano. S tem, kar je Tjaša zaključila, se mi zdi kar dobra iztočnica potem za kasneje, kar bi vam rada povedala glede enakopravnosti v akademskem svetu.
Ampak da gremo najprej na ta pravni red EU, torej žal pač kot pravnica imam to nalogo, zdaj to malo bolj suhoparno, glede pravnih podlag, ampak dobro, pa bom potem poskušala razbiti to monotonost z enim praktičnim primerom. No. Ampak ja, tako kot pravi Katarina, na ravni EU je to že od samega začetka vsaj tržno urejen. Pač obstaja ta močna zgodovinska povezava med protidiskriminacijsko zakonodajo EU in pa konceptom pravice do dela. In v svoji osnovi, torej te zametki v okviru pravice do enakega plačila za moške in ženske, to je bilo torej prvotno koncipirano kot pravica notranjega trga, ki naj bi preprečevala nelojalno konkurenco, kot je že malo omenjamo, in do leta 2000 se je protidiskriminacijsko pravo EU uporabljalo le glede zaposlovanja in socialne varnosti, pokrita pa je bila samo diskriminacija na podlagi spola. Potem v letu 2000 recimo smo dobili tudi direktivo o rasni enakosti, narodnost, in imamo zdaj tudi recimo prepoved diskriminacije na podlagi spola, tudi kar se tiče recimo dostopa do blaga in storitev. Še vedno pa je ta seveda tržni element, ker kot je tudi Katarina povedala, saj to je na začetku bila pač ekonomska integracija. In tudi ima Unija svoje ustavne omejitve, kar se tiče pristojnosti. No, ampak v zadnjih 50 letih se je potem ta pravica do enake obravnave v pravo EU razvila, iz te prvotne pravice povezane z notranjim trgom v socialno pravico in danes tudi v temeljno pravico. In danes imamo recimo vsaj dva pomembna člena na ravni listine EU temeljnih pravicah, recimo člen 20 o enakosti, in pa potem člen 21, ki prepoveduje diskriminacijo. In ta dva koncepta, koncept enakosti in pa prepoved diskriminacije, se torej na ravni EU prepletata. Tudi kar se tiče pogodb, recimo tudi v pogodbah imamo poleg tega, da je enakost med ženskami in moškimi vrednota, jo najdemo v členu 2, je to tudi cilj, v členu 3 PU, in potem tudi najdemo pač zaveze Unije, kot horizontalne klauzule v členih 8 in 10, recimo pogodba o delovanju Evropske unije, torej da se zavezuje Unija, da bo v vseh svojih politikah upoštevala in se prizadeva k tej enakosti moških in žensk in k enaki obravnavi. In imamo tudi nekaj sodne prakse, glede tega zelo pomembne, ki to razvija, ampak moče zdaj ne bi šla toliko v to sodno prakso, ker kot je povedala tudi Katarina, se s tem strinjam, kar se tiče prava, kar se tiče enakopravnosti, kar se tiče de jure, seveda imamo to v Evropi in tudi v Sloveniji urejeno na zavidljivi ravni. Tudi v Sloveniji recimo, poleg ustavne ravni imamo tudi zakon o enakih možnostih žensk in moških že leta 2002, preden smo vstopili v EU, ki pa žal v praksi se ne uporablja. V bistvu sem želela poiskati sodno prakso in se 3-krat omenja, pa to sploh na način, da bi se sodišča z njim ukvarjala, ampak zgolj se našteva kot primer neke sistemske zakonodaje glede enakega obravnavanja. Imamo potem tudi recimo, ampak ta zakon pa vseeno je nek programski, pač ima neke programske zaveze za odločevalce, za zakonodajo, za izvršilno vejo oblasti, vlado, ministrstva in pa tudi za lokalno samoupravo, tako da bi se dalo kaj z njim narediti. In imamo tudi recimo zakon o varstvu pred diskriminacijo, ki implementira iz leta 2016, dokaj nov zakon, zdaj za študente verjetno star, se še vedno v osnovni šoli, ampak dokaj nov, ki pa potem vse te direktive o enakem obravnavanju na ravni EU potem implementira in pa tudi predvideva varstvo, tudi določeno nadomestilo za kršitve teh določb, ki nas varujejo pred diskriminacijo in nas varujejo tudi v zasebnem sektorju, to pač pomembno mogoče. Torej ne zgolj, kar se tiče države, kot zakon o enakih možnostih, mogoče bolj namenjen tej ravni, ampak tudi, kar se tiče recimo dostopa do blaga in storitev, ki se ponujajo na trgu, ki so dostopni javnosti, na tak način, da rečem. Ampak tudi uporaba tega zakona še dokaj v povojih, ampak imamo tudi pomembne določbe v zakonu o delovnih razmerjih, recimo, kar se tiče žensk, varovanja žensk in tako naprej. Glavnem, kar se tiče tega, enakopravnosti de jure, jaz mislim, da tukaj pač je zadeva urejena na zavidljivi ravni. Problem je torej praksa, in torej de facto, kaj se dogaja. Torej enako zagotavljanje enakosti v praksi. In tu imamo pa ta problem
če z angleškimi termini operiram, ta equality pa equity, ne? Torej eno enakost, oziroma v tem primeru pač enakopravnost, drugo pa dejanska enakost, torej ta equity pravičnost, ne? Torej imamo dejansko enake možnosti, ne? To je pa zdaj eno vprašanje, ki je zdaj tudi Tjaša pokazala z grafi, ne? Da Slovenija v bistvu nazaduje, smo bili nad povprečjem EU, pa več nismo, in nazaduje najhitreje v Evropi, ne? Najhitreje, torej kot da malo spimo na lovorikah, ne, pa kljub temu, da se pogovarjamo o tem, kot da se ne pogovarjamo na pravi način oziroma ne naslavljamo pravih problemov. In tudi zdaj, recimo v okviru 8. marca se mi zdi, da je bila kar taka retorika, ne, da kar nekatere ženske s ponosom povejo, jaz pa nisem feministka, ne, feminizem je kar kletvica pri nas, v bistvu ima izjemno negativno konotacijo. Se pač z njo označi neko preglasno ali na drug način recimo motečo žensko, ne. Potem smo brali neke članke, pa jih zdaj nisem našla, ne, da bi lahko dobesedno citirala, ampak mislim, da so bili članki o tem, da večina ljudi, zdaj pa ne vem, ali na splošno moških in žensk ali samo moških meni, da so pa šle pravice žensk že predaleč. Torej več kot 50%, ampak zdaj nisem našla točno tega, mogoče ste brali, no pa veste, na kaj se to nanaša, kar govorim. Ampak se mi zdi, da ne nazadujemo zgolj statistično, ampak tudi tako po klimi v družbi, no. In da tu vsekakor je ključno neko osveščanje na pravi način, ne. Ker neko, da uporabim to grdo besedo, zdaj posiljevanje z nekimi temami na nepravi način, mogoče vseeno ima neki kontraučinek, lahko tudi v določenem segmentu družbe. In tu bi vas vseeno rada zdaj navezala ta problem, ne, da končam s pravom z nekim praktičnim primerom, da si predstavljate, kaj zdaj recimo, na kak način se zdaj ta equity oziroma pravičnost predstavljam recimo v akademskem svetu in bom dala kar svoj primer. In zdaj vem, da vidim Matej med poslušalci, z njega sem s tem že seznanila živo, ampak recimo zdaj bom govorila o nekih osebnih podatkih, ne vem, da se to snema, ampak recimo, da se to ne bo zlorabilo. Ampak med korono leta 2021 sem recimo rodila, ne, kot docentka. In po naših pravilih v Sloveniji NAKVIS imamo pač, smo zavezani, ne, ena izmed obveznosti za izvolitev v višji naziv je, da opravimo 3-mesečno gostovanje v tujini neprekinjeno. Torej, to je treba opraviti po doktoratu. Si predstavljate, torej ne pred. Torej, moj primer je mogoče tudi specifičen v tem smislu, da sem pred doktoratom bila na magisteriju v tujini, na doktoratu v tujini, na delu v tujini, na raznih gostovanjih v tujini in veliko let preživela v tujini, ampak to ne šteje. Torej, jaz s tem ne morem dokazovati, da sem zmožna delovati v tujini oziroma karkoli je namen tega pravila, ker ga ne razumem potem, glede na vse, kar se potem v praksi s tem dogaja, ne. No in torej po doktoratu, zdaj si predstavljate, kdaj se doktorat opravi, recimo zdaj govorim zelo površno, se opravičujem, ker Tjaša ima boljšo statistiko glede tega, ampak recimo okrog 30. leta, no plus, minus, tam nekje. Kar tudi statistično, ne, je to obdobje, ko pač recimo ženske rodijo statistično prvega otroka, recimo v Sloveniji, ne, oziroma si ustvarjajo družino. Torej to obdobje pade v to na nek način občutljivo obdobje, ko ženske gotovo na težji način izpolnijo pogoj 3-mesečnega neprekinjenega bivanja v tujini. Tu zdaj že vidimo, korona, večje breme je na ženskah po vseh statističnih kazalcih in tudi tu jaz se opravičujem, gotovo delam zdaj s tem kredicom, ampak ne govorim, da je to v vseh primerih absolutno tako, da pač to breme prevzema ženska ali v večjem delu ženska, ampak statistično pa vidimo, da so ženske v tem primeru bolj obremenjene in gotovo si predstavljate, da je ženskam težje izpolniti recimo tak pogoj. In zdaj, jaz sama sem imela srečo, ne, recimo, da je bil moj partner pripravljen prevzeti recimo zadnje mesece porodniškega dopusta, kar več srečo, to je moja nesreča tudi, ne, ker bi jaz tudi želela uživati to super obdobje, ko otrok shodi in tako naprej na porodniškem dopustu, ampak da je to bil pripravljen prevzeti, da je njegov delodajalec s tem strinjal in tako naprej in smo lahko šli skupaj v tujino. Jaz si sicer ne znam predstavljati, kako bi moj otrok bil 3 mesece brez mene v tem obdobju, ali kako bi lahko moj partner imel 3 mesece dopusta, ne, recimo, zato da lahko jaz izpolnim svoje delovne obveznosti, ki si jih želim izpolniti, ne, ampak v tem najbolj občutljivem obdobju pa je mogoče potrebno malo prilagoditi pravila, biti bolj fleksibilen.
In zdaj vam bom podala predlog še, pokazala pač, da se to da, če se želi, ne, če je posluh za to. Ker v času korone seveda so bili vsi onemogočeni, kar se tiče teh gostovanj v tujini, tudi moški. Ne. In so se pravila NAKVIS spremenila na tak način, da se lahko izpolni pogoj gostovanja v tujini, če v tem času niso morali, ne, tudi v okviru, torej, da se habilitirajo brez izpolnjenega tega pogoja in izpolnijo ta pogoj v okviru naslednjega izvolitvenega obdobja. Torej, se da biti fleksibilen, če se hoče. Ne? In to se mi zdi en taki res taki primer pač enostavno, ki včasih imam pač res probleme, da obrazložim, zakaj je tu problem, ne? Sploh pa, ker dobim potem kontraargument, ne, saj pa ženska se lahko podaljša izvolitveno obdobje. Torej, to je še en problem. Torej, zakaj bi morala jaz, recimo, ali pa kdorkoli, ne, zdaj to pač govorim na mojem primeru, ampak ženska ali pa moški, ki izpolnjujejo pogoje, lahko pač tudi moški seveda porodniški dopust, izpolnjujejo vse kvalitativne in kvantitativne pogoje, razen tega, ne, si podaljševati to obdobje, ki ne vpliva zgolj samo na pač karierne možnosti, ampak tudi čisto sicer ima čisto praktične implikacije, ne, višja plača, recimo na Univerzi v Mariboru se lahko za dekanski ali rektorski naziv poteguje samo recimo redni profesor in tako naprej, in tako naprej. Glavnem so pomembni vidiki, ne, s tem povezani. Torej, pač mogoče zdaj sem kar dolga, no, ampak toliko, da ne govorim samo o tem, pač, da ja, na papirju, ne, smo enakopravni, seveda, ker tudi vsaka neposredna diskriminacija bi bila pač neustavna proti pravu EU in nezakonita. Ampak seveda, ko pa pogledamo v prakso, pa se vsekakor bi bilo potrebno pač mogoče na določenih vidikih pač malo bolj fleksibilno pristopiti, no, k urejanju. Toliko zdaj zaenkrat. Hvala, Petra. Zdaj, to ni nobena tolažba, kar bom povedala v naslednji sekundi ali nekaj. Ni tak primer samo tvoj in se ne nanaša samo na tiste, ki imajo, da tako rečem, ravno kar rodite, imate dojenčka, ampak se nanaša tudi na take, kot sem jaz, ko so malce starejši, pa si želijo izpolniti ta pogoj tako, da družina ostane skupaj in zaradi razlogov, ki si jih ti povedala, to ni mogoče. Predvsem tudi ni mogoče še celo malce lažje z dojenčkom, kot z šoloobveznimi otroki, ne, da smo tukaj. Jaz se absolutno strinjam s tem, kar si rekla, in mislim, da je to en tak zelo dober pokazatelj, sicer na tem področju, na katerem Med3 delujemo in ga bolje poznamo, sem pa prepričana, da je takih področij še zelo veliko, ki nam niso poznane ali pa ne take podrobnosti, da bi lahko o tem govorile. Kako ima država, tako kot sem prej rekla, kot tisti odločevalec oziroma njeni pristojni organi, ne samo neko možnost, ampak jaz bi rekla, da imajo pozitivno obveznost, da uredijo situacijo na način, ki omogoča, jaz bom govorila, enakopravnost spolov tudi na tem področju. Pa ne gre tukaj samo za vprašanje enakopravnosti, ampak tudi pravice do družine in do izvajanja zasebnosti zakonskega življenja v končni fazi, če si to možnost izbereš na način, da temu pogoju potem oziroma temu družinskemu življenju ni kršeno zaradi nekih pogojev, ki bi se dali na različne načine prikazati, ne samo tako, kot si jih ti izpolnjevala, ne, z študijem v tujini, delanjem doktorata v tujini, ko si, bom rekla, bila še brez otroka, ampak tudi kasneje, ne, saj imamo različne raziskovalne skupine, ki so vezane v širšem prostoru, ne delujemo samo v Sloveniji, hodimo na mednarodne konference, se družimo, lahko pišemo skupaj članke. Skratka, ta pogoj je tudi iz tega vidika popolnom idiotizem, da tako rečem, ker je način, kako lahko sodeluješ s tujino, kako se lahko uveljavljaš v tujini, tisoč in en in tukaj izbran način, samo eden, ki je izrazito jaz bi rekla, tudi nepravičen, no, do, kot rečeno, ne samo žensk, moških, partnerjev, da tako rečem, v tem kontekstu, v katerem si ga ti omenila in ki sem ga jaz omenila. Tako da bi želela, imamo tudi eno vprašanje, bom dala nekaj vprašanj, se mi zdi, iz tega, kar sta povedali. Najprej bi prosila Tjašo,
malo misli, da tudi to komentira. Zdaj, jaz sem tukaj v položaju, tudi njen položaj malce bolj poznam, ampak se mi zdi malce specifičen in drugačen kot najin s Petro. Nasplošno, ali iz izkušnje, boš sama se odločila, kaj misliš o tem, kar je Petra povedala, no, jaz se s tem absolutno strinjam. Potem imam še eno vprašanje za obe in se nanaša na to direktivo, o kateri sem govorila, o uravnoteženi zastopanosti spolov v teh velikih podjetjih, jaz bi rekla velikih podjetjih, ki kotirajo na borzi, ne malih, ne srednjih, ki je bila nedavno sprejeta. Čez nekaj let bo potekel rok za prenos. V direktivi je pa že zelo jasno navedeno, da mora do leta 2026 biti izpolnjen v teh podjetjih eden izmed dveh pogojev. Zdaj ne vidim več, kje imam to točno napisano, ker so številke in jaz sem glede številk bolj slaba. Eden je, da zasedajo nezadostno zastopani spol. Pri nas je to ženska, smo videli po podatkih Tjaše, zasedajo vsa 40% neizvršnih direktorskih mest ženske oziroma vsaj 33% direktorskih mest, tako izvršnih, se pravi to vsakodnevno vodenje družbe, kot neizvršnih. In zdaj to v tem kontekstu, Tjaša, kot si tudi rekla, da je izrazito pri nas pod povprečjem ženska zastopanost v upravnih odborih. Temu dodamo, bo to preveč, bomo potem pa še mogoče, še vprašanje, ne mogoče, na vprašanje bomo odgovorile, ampak mogoče, da se tukaj zaključim, pa gremo potem na vprašanja udeležencev. Kdo bo, Tjaša, boš ti začela? Ja, lahko pa v bistvu najprej komentiram to, kar je povedala Petra. Jaz se zagotovo z njo strinjam. Jaz sem ravno tako mogla izpolniti ta 3-mesečni pogoj. Mislim, da je ta pogoj nekoliko preživet, da je nastal sicer iz dobrega razloga, z željo po internacionalizaciji, ampak mislim, da zgolj to, da se meri formalno, ali si 3 mesece v tujini ali nisi, da pravzaprav ni nikakršna garancija za dosego tistega temeljnega cilja, ki je v bistvu internacionalizacija univerze. To lahko dosežeš, kot je Katarina omenila, na bistveno drugačne načine, mogoče še boljš. Ker če grem jaz, ne vem, čez mejo, se nekam plasiram, pa zgolj sedim tam v eni pisarni, sem zato, da dobim kljubico, to ni to. To, da pa sodelujemo recimo v evropskih projektih, ki vključujejo partnerje iz vse Evrope, da v bistvu spoznavamo njihove in prakse, načine dela, kot tudi seveda podatke, da spoznavamo te države, da se vključujemo v mednarodne raziskovalne tokove, če delamo z najboljšimi svetovnimi raziskovalci, pa čeprav samo nadaljavo, recimo, pa se znotraj evropskega projekta srečaš nekajkrat. Mislim, da je ta cilj internacionalizacije bistveno boljše dosežen. Mogoče tukaj ne gre samo tudi ta pogoj, ker zdaj ne vem, kako imate vi za izvolitvene pogoje, pri nas so sicer se merila nekoliko spremenila, ampak včasih je veljalo, da si moral v 5 letih določene stvari doseči, sicer pravzaprav nisi mogel biti več habilitiran. Zdaj lahko ostaneš na istem nivoju, ker prej je to pomenilo, da si pač šel iz službe, si izgubil zaposlitev na nek način. Ker pač nisi mogel doseči pogojev za habilitacijo. Mislim, da to ni problem zgolj za ženske, ampak predvsem za različne druge ranljive skupine, ki so tudi, recimo, ne vem, če je to zaposlen za polovični delovni čas. Zdaj pa se opravičujem, če mogoče sem narobe razumela pravila, pa ve, da ste obe pravnici, ampak habilitacijsko obdobje je vseeno 5 let. Kljub temu, da mogoče delaš 20 ur na teden, si invalidsko upokojen. Mislim, da je bilo to habilitacijsko obdobje vseeno 5 let, kar je izrazito potem nepravično tudi do drugih ranljivih skupin. Ampak tukaj me ne držati za jezik, moram reči, da pač nisem pravnica, tako da to je bolj tako pač laično razumevanje. Tako da zagotovo jaz upam, da se bodo ta pravila spremenila čim prej, tudi zato, ker ta poklic postaja manj privlačen za mlade in še s tem dodatnim pogojem se mi zdi, da pravzaprav je to še dodatna cokla temu razvoju.
Zdaj, kar se tiče deleža žensk na vodstvenih položajih, ne, pa v podjetjih, to bo kar izziv. Jaz po panogah, ravno danes sem kazala ene podatke, se jih lahko pokažem, samo malo jih bom našla. In sicer za ICT, samo sekundo. Takole. Sicer namen ni bil ta, ne, o čemer se zdaj pogovarjamo, ampak vseeno pa kaže na te panožne razlike, o katerih je tudi spraševal nekdo v komentarju. Torej, tole je delež žensk med vsemi zaposlenimi v privatnem pa javnem sektorju, torej javni sektor so SKD panoge, OPQ, torej zdravstvo, šolstvo in pa javna uprava. Če na kratko povem, vidimo, da so velike razlike. Če pa pogledamo samo ICT poklice, to so pa poklici, torej IKT poklici, skupina, pa vidimo, da je ta razlika v spolu še toliko večja. Zdaj, eno je, ne, s tem pa imam tudi jaz izziv pravzaprav, ko govorimo o kvotah predvsem. Eno je, kaj je rezultat tega, da ženske nimajo možnosti, eno je pa to, kje v bistvu nimajo toliko interesa kot moški. Tako da mogoče ICT je ena taka panoga, ne vem, jaz recimo, kakor jaz našo generacijo poznam, nismo bile zelo zainteresirane za računalnike punce, nikoli. Tako da ta del pa imam jaz malenkost problema s 40% recimo, ne, ali jih bodo uspeli dejansko najti. In če ne, a ni potem rezultat, ki ga bomo dosegli z nekimi kvotami, pa mogoče suboptimalen. Tako da, kako pravzaprav, ne, boste pa vi vedete pravno nasloviti ta problem, da si hkrati pravičen, da omogočaš, ampak hkrati nisi nerealen, ne, na ta način, da pravzaprav tukaj je en tak razkorak, ki, ne vem, zdaj, jaz mogoče mogla bi tudi pogledati vpis, kakšen je zdaj vpis recimo na fakulteti za računalništvo, informatiko, ne vem, katera to bolj pozna, kakšen je tam delež žensk, kakšen je delež moških, tudi srednji tehnični programi, ne. In kje se pravzaprav ta razkorak začne? To že v osnovni šoli, pa zakaj pride do tega razkoraka, ne? To je ključno razumeti, se mi zdi, tudi z vidika implementacije potem pravil Evropske unije. Tako da je pa zagotovo res velik razkorak tule med moškimi in ženskami. ICT je definitivno ena taka panoga. Tako da mogoče bi pustila vama, da komentirata še vajine izkušnje, pa videnje, da ne bom sem jaz govorila. Hvala, Katarina, za besedo. Hvala, Tjaša. Ja, jaz bom, zdaj ne vem, Petra, če si videla vprašanje, tudi tebi se je nanašalo, skratka, a govorimo lahko o pozitivni, oziroma kličemo k pozitivni diskriminaciji v prid moških. Kako je, zdaj vprašanje omenja tudi, ne, nekatere poklice, ki so izrazito feminizirani, v to umešča sodstvo. Jaz lahko povem, da sem približno leto nazaj govorila s kolegico na Nizozemskem, ki je rekla, da se ji zdi neverjetno, da so na vseh nižjih ravneh sodišč, rednih sodišč, tako rekoč same ženske, ampak na najvišjem sodišču pa skoraj nobene. In moram reči, da me je to vprašanje tako begalo, zaznam ga tudi jaz, pa sem rekla, a je to res tudi pri nas temu tako, ne? Na ustavnem sodišču vemo, da smo šli iz neke idealne pozicije, zdaj iz vidika enakopravnosti moških in žensk, v pozicijo, ki je izrazito, bi rekla, glede tega slabša, ne? Smo dejansko nazadovali. In sem šla pogledat, no, takrat, oziroma za te potrebe tudi, kakšna je sestava Vrhovnega sodišča. In moram reči, da sem bila presenečena, ker sem ugotovila, da dejansko po oddelkih, mislim, da je samo en oddelek, kjer je nekaj moških sodnikov, več od sodnic, sicer je pa dokaj uravnoteženo, kar me je presenetilo, zato ker vem, da leto, dve nazaj
mislim, da niso bili, ta sestava ni odražala zelo, bom zdaj rekla, te enakopravnosti. Hkrati se pojavlja seveda še eno drugo vprašanje, predvsem recimo na teh, glede zavzemanja teh vodilnih delovnih mest, pa tudi vodilnih mest v politiki, političnih, v okviru politike. A si ženske, mogoče ta druga plat medalje, imamo kvote, ampak ali imamo ženske, ki bi te kvote izpolnile? A imajo ženske željo te kvote izpolniti, ne? Zaradi vseh dejavnikov, nekaj smo jih že omenili, ne? Tudi to se mi zdi, ne samo v smislu tega, a je to izvedljivo, ampak tudi ali je želja tistega spola, ki je slabše zastopan, da dejansko po teh mestih poseže. Ali so neke osebne preference, ki pač temu nasprotujejo in ki ženskam, ne da bi jih onemogočale, ampak enostavno ni želje, da bi recimo neke položaje v politiki, na vodstvenih mestih, v družbah, gospodarskih družbah in tako naprej zasedle, z vsem, kar seveda pride zraven. In v naši družbi vemo, da to ni vedno blagohotno sprejeto, ne? Vsi te pritikline in izpostavljenost in tako naprej. Petra, prosim, še tvoj komentar. Tako na vprašanje, kot to debato. Hvala, bom poskušala malo povezati. Torej, ja, ker recimo Tjaša omenila IKT, pač tudi v strojništvu in drugih poklicih vemo, da so ženske manj zastopane, recimo potem omenjeno pa je v vprašanju udeležencev oziroma udeleženke, pa so poklici, ki so pa bolj feminizirani, recimo, ne? In zdaj tu je vprašanje, ravno to, ne, ali si želijo, ne, eni in drugi. Torej, ali si želijo moški delati v sodstvu, ne, ali v šolstvu, ali v negi, ali v vrtcih in tako naprej. In ali, kot pravi Katarina, si ženske želijo na teh vodstvenih položajih, ne, ki pač mogoče zahtevajo več ur, nočno, večerno delo in tako naprej, pa pač na drugi strani spet te obremenitve, ki smo prej omenjali, ne. Mislim, da ravno tu jaz kot pravnica mislim, da nimam rešitev glede tega, da je to širše družbeno vprašanje, ne? Ravno to moramo začeti naslavljati malo bolj konkretno, ne? Na kak način, ker veliko teh stvari je recimo pogojeno z nekimi družbenimi vlogami, ne? Ki se pripisujejo, recimo računalništvo ni za ženske, potem drugi vidik, recimo plačilo, ne? Vemo, da so večinoma feminizirani poklici tisti, ki so nižje plačani, ne? Zato pa tudi vidimo javno upravo, ne? Pač, da je tam delež vseeno višji, kot pa potem v zasebnem sektorju, ker so pač verjetno plače potem višje, ne, na vodstvenih položajih pa še posebej. Tako da mislim, da pač to je ravno tisto, in s čimer je treba začeti že res od začetka, ne, v vrtcu in osnovnih šolah. Pač. Mi zdaj imamo neke zakorenjene stereotipe, no, ampak to ne pomeni, da pač ne moremo narediti nekih sprememb glede tega, ampak se mi pa zdi ključno, da res delamo na tistih generacijah, ki prihajajo in ki se bodo v prihodnje vpisovale na univerze in si izbirale poklice. Hvala, zdaj bliža se ura slovesa, da tako rečem, zato bi jaz teme nismo, je ne moreš zaključiti, je ne moreš nasloviti iz vseh zornih kotov, tako kot sem povedala, ampak mogoče, zdaj lahko rečem, da na Akvisu smo pomagali pri razmisleku o tem, v kateri smeri bi lahko malce posodobil tudi z vidika tega spodbujanja enakopravnosti žensk in moških svoja pravila. Me pa zanima, če zdaj damo na Akvis ob stran, 2-3 stavka mogoče za konec, kaj bi lahko naredili več, kaj bi morali narediti, to je vedno nehvaležno vprašanje, ker tisti, ki zna odgovoriti na to, potem mislim, da ga lahko izvolimo za predsednika ali pa za, ne vem, na kakšen položaj, skratka, da to uresniči, pa temu vemo, da ni tako. Ampak kaj lahko naredimo, poleg tega, kar sem slišala v razpravi z vajine strani in tudi sama se strinjam, poleg tega torej ozaveščanja oziroma te debate, ki ne sme biti vezana samo na 8. marec ali marec, zdaj je še vedno marec, ampak mora biti prisotna pravzaprav skozi,
konstantno, ravno zato, da ne govorimo zdaj, da tako rečem, o evidentiranju delavcev, o tem, kar se zdaj pogovarjamo, v zakonu, ki se sprejema, podjetjih, ki bodo mogla spet nekaj več denarja dajati v cele mehanizme evidentiranja, ampak govorimo tudi o nekih ukrepih, ki se nanašajo pa konkretno na neprivilegiran z tega vidika oziroma neuravnoteženo zastopan spol na posameznih področjih. Kaj bi bilo tisto, kar lahko rečemo v tem hipu, se pravi, nimamo neke magične čarobne palčice v rokah, kaj bi lahko naredili recimo poleg pogovora, razprav o teh temah, mogoče razprav tudi v širšem kontekstu s tistimi, ki jih morajo slišati. Me jih poznamo, ampak s tistimi, ki jih morajo slišati, ki lahko glede tega dejansko kaj naredijo. Tjaša, bi ti lahko začela, pa potem Petra konča, da tako rečem. Težko vprašanje, ne? Tako da, jaz se strinjam tukaj s tem, kar je Petra prej omenila, tudi tek na dolge proge, ne? Da je pravzaprav treba začeti razmišljati oziroma ozaveščati oziroma vzgajati že od mladih nog otroke v smislu tega, da smo vsi enako vredni, enako sposobni. Zdaj, zagotovo želje posameznikov se bodo vedno razlikovale, ne rabi biti pa ta želja v to smer, kot kažejo podatki, da recimo jaz pa kot dekle verjetno ne bom šla računalništva študirati. Čeprav jaz poznam eno iz moje generacije, ki je zelo dobra IT-ovka, programerka, ampak moram tudi hkrati priznati, da ko se je vpisala, kam si se vpisala, Karmen, ker je bilo enostavno presenetljivo. In zdaj eno je to, da je mogoče ta strah posledica ene vzgoje, ki smo bili deležni, da pač je to bolj za fante. Tako da ta del se mi zagotovo zdi pomemben. Meni se zdi predvsem pomembno, da zagotovimo enake priložnosti. Zdaj, ko govorimo o enakosti, je vedno equality of opportunity pa equality of outcome. Outcome verjetno ne bo nikoli enak zaradi različnih dejavnikov, tudi različnih želja. In ta del mogoče bi bilo tudi smiselno zelo natančno raziskati. Zdaj, verjetno je kulturno pogojen, z družbenimi nekimi normami privzgojen in tako naprej. Mogoče je pa, ne vem, mogoče pa res je del tudi tak, ki ga ne znamo pojasniti z nekimi vzgojnimi ali pa normativnimi okviri, in zato bo vedno nek outcome lahko različen, kljub temu, da imamo enake možnosti. In tukaj pa mislim, da se ne bi smeli vsiljevati na silo nekih norm. Tako da mislim, da treba pametno pristopiti k temu problemu in tudi konec koncev ne pozabiti, pa mogoče sem malo biased, ker sem mamica 2 fantkov, pa me je tale številka toliko bolj šokirala, dejansko me je šokirala, ker 30% točka razlike v completion rate, skratka v zaključevanju terciarnega študija, se mi zdi razvojno problematičen rezultat. Se mi zdi pomembno razumeti tudi ta področja, kjer pa mogoče moški zaostajajo. Tako da enakopravnost je treba gledati kot enakopravnost, pa tudi ne samo moške, ženske, ampak tudi ostale deprivilegirane skupine v družbi. Tako da smo lahko potem res pluralna družba, na pameten način, premišljen način, ne na podlagi neke, bom rekla, populistične debate, ki temelji na pomanjkanju nekih trdnih dokazov. Tako da, toliko. Hvala. Hvala, Tjaša. Petra, prosim. Ne vem, če bi še sploh kaj dodala, se mi zdi, da je bil to kar dober zaključek, tako da glavnem vsekakor se strinjam s tem, kar je tudi Tjaša zdaj dodala, pa tudi ti prej. Če res čisto konkretno malo pomislim, glede kar se tiče pač ozaveščanja pa spodbud, se mi zdi, da vseeno, da za neko korenito spremembo v družbi nek zakonodajni okvir je potreben, ampak ne z nekimi prisilami, kot je tudi Tjaša omenila, ampak mogoče bolj s spodbudami. Zdaj, če konkretno razmišljam, kaj bi pa lahko bila ta spodbuda, recimo za podjetja, ne vem, mogoče pa kakšne davčne spodbude in tako naprej, pač neki bombončki, pa imamo potem neke primere dobrih praks, ki jim potem drugi sledijo in tako, mogoče na tak način. Jaz se zahvaljujem obema za vajina predstavitev, pogovor, odgovore. Zahvaljujem se vsem, ki so nas
poslušali. Nekateri vem, da si bodo to ogledali v posnetku, ker so danes odsotni. Sama zaključim, ne more biti to zaključek, ne, ker ta tema nima konca. Jaz bi rekla, z vsem tem, kar smo povedali, se pravi ozaveščanje, razprava v teh debatah, razprava tudi v teh debatah z ključnimi deležniki, ne. Mi smo tukaj, zdaj ne želim nobeno od nas tako dati na stranski tir, ampak ključni deležnik nismo. Ključni deležniki so drugje in upam, da nas v teh razpravah, to ni edina, bodo slišali. Jaz se lahko zavežem samo, da v sklopu tega Evropskega akademskega foruma v okviru Jean Monnet katedre kolega Avblja nadaljujemo na vsake toliko, ne, da ne bomo prenesičali samo s temi razpravami, ampak tudi s to razpravo, skratka, da se nekako v tem kontekstu zadeva nadaljuje in vodi in da pride do tega, kot smo rekli, tistega mogoče ponotranjanja, ne, da odpadejo stereotipi, ki so prisotni. Jaz sama sicer nisem dobra v računalništvu, tako da glede tega se je sem jaz imela vse, ne moram reči, da bi bila kakorkoli na slabšem glede tega, oziroma da sem primer, ko bi se čudno zdelo, da se nekdo, ki je ženska, vpiše na tak študij. Ampak se mi zdi, da moramo govoriti o tem, čim več razpravljati, čim več razmišljati, predvsem pa kot mame, zdaj moram pa še ta vidik povedati, tako kot smo rekli, vzgajati svoje otroke v tej smeri, ker če bodo tako delali vsi, potem se bo čez čas nekaj sigurno spremenilo. Če pa tako ne bodo delali, bomo pa živeli v tem istem ukalupu še naprej v nekem krogu tekli, v bistvu, ki se ne konča, ne. Tako da hvala, no, za to razpravo, ki, jaz rekla, bolj odpira teme, kot jih zapira, ampak se mi zdi, da je tako tudi prav in temu je Evropski akademski forum tudi namenjen. In hvala vsem, ki ste nas spremljali. Lepo se imejte, do naslednjič.